Zmajski most. Povedka o zmaju Zmajskega mostu. Velik, strašen in hudoben zmaj, ki je živel na vrhu Ljubljanskega hriba, ni bil sam. Imel je ženo, lepo modro zmajevko, in neke čudovite mesečne noči, ko je sijala polna luna, je zmajevka v močvirju povila zmajčka. Zmajček je bil majhen, zelen in ljubek. Ljubek? Strašni zmaj, ni mogel verjeti, kako je njegov sin lahko tako srčkan. Jezno je bruhnil ogenj proti zmajevki in odletel nazaj na Ljubljanski hrib strašit ljudi in žret živali. Po 3 dneh divjanja, nažrl se je tako zelo, da se ni mogel niti premakniti, je prišel do sklepa, da bo njegov sin gotovo postal strašen, ko bo odrasel. Mali zmajček je rasel in se razvijal. Ampak ni postajal nič bolj strašen, tudi hudoben ne. Postajal je vedno lepši in še naprej je ostal prijazen. Njegova najljubša zabava je bilo letanje nad Ljubljanskim barjem, opazovanje rastlin in živali in sledenje reki. Včasih je celo naskrivaj odletel v mesto in tam opazoval ljudi. Ti so se mu zdeli še bolj zanimivi kot reka. Ampak prav zaradi vsega tega je bil njegov oče obupan in zgrožen. Mali zmajček ni maral loviti živali. Hudobni zmaj ga je poskušal to naučiti, ampak zmajček je vedno pokvaril lov, ali je opozoril žival, ali skočil pred zmaja, ali še na kakšen tretji način preprečil, da bi zmaj ujel žival. Poleg tega je bil strašni zmaj prepričan, da njegov sin sploh ne zna bruhati ognja. Hudobni zmaj z Ljubljanskega hriba je namreč, kadar je bil jezen, požgal vsa drevesa v okolici, pa še kaj zraven. Svojega sina pa sploh nikoli ni videl bruhniti ognja. Ampak zmajček je znal bruhati ogenj. Njegov plamen je bil moder, uporabljal pa ga je samo takrat, ko ga je zeblo. Ponavadi je bilo to v temnih nočeh, ki jih je preživljal na Ljubljanskem barju. Najhuje pa sta se sprla, ko je strašni zmaj poskušal zmajčka naučiti, kako strašiti ljudi. Samo enkrat sta skupaj odšla v mesto, ampak ko je zmajček videl, kakšno grozo seje njegov oče med ljudi, je odletel stran. Takrat sta se res hudo sprla. Potem sta se prepirala vsak dan, dokler zmajček ni odrasel. Prepirala sta se zaradi vsega, v čemer je strašni zmaj užival, mali zmajček pa tega ni maral početi. Ampak neke noči, bila je prav taka lepa mesečna noč, ko je sijala polna luna, tako kot takrat, ko se je zmajček rodil, sta se sprla tako hudo, da je zmajček odletel stran, prepričan, da se ne bo nikoli več vrnil. Večino noči je letel nad barjem in opazoval reko. Potem pa je odletel proti mestu, kjer je utrujen pristal na mostu. Nekaj časa je z ograje še opazoval reko in njen tok ga je uspaval. Zaspal je. Ko se je mesto zjutraj zbudilo in so tisti ta zgodnji Ljubljančani prišli do mosta, so obstali kot okamneli. Na njihovem mostu je sedel zmaj. Nihče ni upal čez most. Vsi so si poiskali druge poti čez Ljubljanico. Zmajček pa je ostal na mostu tudi, ko se je prebudil. Ugotovil je, da mu je tukaj všeč. Čez dan je lahko opazoval reko in ljudi, po noči pa je gledal zvezde in luno. Selil se je, nekaj časa je sedel na ograji, nekaj časa na enem stebru, pa na drugem stebru, pa spet na ograji. 7 dni ni nihče upal čez most. 7. dne pa je neka deklica pobegnila svoji materi. Stekla je čez most naravnost do zmajčka, se pred njim ustavila, počasi dvignila roko in ga pobožala. Zmajček je od presenečenja pomižiknil. Še nikoli se ga nihče od ljudi ni upal dotakniti. Potem pa se je deklici nasmehnil. In takrat so ljudje ugotovili, da zmajček ni hudoben, da je prijazen. Tistega dne so vsi začeli prečkati most. Tudi tisti, ki sploh niso imeli tam poti, so prišli samo zato, da bi videli prijaznega zmajčka. Zmajček je sčasoma ugotovil, da mu je eden od stebrov še posebej všeč.
Najraje je potem sedel na tistem stebru in opazoval ljudi, ki so se mu bližali, da bodo prečkali most. In tudi ljudje so se ustavljali. Vsake toliko časa se je kdo ustavil ob zmajčku in rekel z njim kakšno o reki, pa kakšno o vremenu. Otroci so se ustavljali, da so ga pobožali, in to je imel zmajček najraje. Ljubljančani so zmajčka kmalu vzljubili, in ker se jim je zdel osamljen, so mu za družbo ulili 3 popolnoma enake zmaje iz brona. Zmajski most še danes stražijo 4 zmaji. Popolnoma enaki so. Včasih smo sicer vedeli, kateri od njih je pravi zmaj, ampak se je vedenje v letih in stoletjih izgubilo. Danes ne vemo, kateri od njih je pravi. Pravijo, da se pravi zmaj včasih še nasmehne kateremu od otrok ali pa mu pomižikne. Zakaj? Ne vemo. Morda zato, ker otroci še vedno verjamete v zmaje, ali pa zato, ker ga spominjate na pogumno deklico, ki je prva prišla do njega in ga pobožala in ljudem pokazala, da ni hudoben. Kaj misliš, če bi se danes prehodil čez zmajski most, bi lahko ugotovil, kateri od njih je pravi zmaj?